Dobrodošli v družbi Prve lige Telema. Predstavljamo vam prvo epizodo magazina Podprečko. Naša ekipa se bo podala v Miklavž na obisk legendarnemu napadalcu Damirju Pekiću. Prvi tisti res zvezdnik svetovnega formata, proti katerem sem igral, sta bila pa Andrea Pirlo in Antonio Cassano. Čaka nas tudi pregled dosedanjega dogajanja na prestopni tržnici. Čeprav morda ta hip rezultati tega še ne kažejo, se Mura zdi ena najbolj resnih ekip. Matej Podlogar nam bo predstavil domovanje Domžal, Arnel Jakupovič pa se bo preizkusil v posebnem izzivu Podprečko. Koliko boš zadev? Probač vse, da pogled. Najprej pa odhajamo v Novo Gorico. Ne, v mladosti je bil Ronaldo, vrzelec Ronaldo, sem v bistvu od frizure do celo uhana, ni da ni. Etienne Velikonja. V tej sezoni eden najizkušenejših napadalcev v prvi ligi Telema. Otrok Gorice je med slovensko elito debitiral že pred 16 leti, v nogomet pa se je zaljubil že veliko prej. Ja, že kot majhen sem res dokaj zgodaj začel spremljati nogomet in imel to srečo, da so mi starši omogočili vedno, ko se je dalo, da sem šel si pogledati tekme. Kot velik navijač Gorice sem si vedno želel, v bistvu je bil moj prvi cilj ta, da bi en dan tudi jaz zaigral za člansko ekipo Gorice. Kot napadalec je imel po debitantskem nastopu hitro še en cilj – doseči premierni zadetek v prvi ligi. Kako živi so spomini na prvi gol? Ne, spomnim se prvega zadetka, mislim, da je bil proti Mariboru, tukaj v Gorici. Mislim, da smo zmagali 4-1. Za člansko ekipo pa mislim, da sem debitiral proti Stavi iz Bukarešte v kvalifikacijah za Ligo prvakov takrat. Gorica je v svoji zgodovini 4-krat slavila državni naslov in dala ogromno izvrstnih nogometašev. Nekateri so bili zelo pomembni za razvoj Etiennove kariere, ki pa se je v mladih letih najbolj navduševal nad brazilskim virtuozom. Ne, v mladosti je bil Ronaldo, vrzelec Ronaldo, sem v bistvu od frizure do celo uhana, ni da ni. Fotografije z legendarno frizuro, s katero je Ronaldo leta 2002 navdušil in hkrati tudi šokiral svet, Etienne žal ni želel podeliti z nami, je pa slovensko nogometno javnostjo hitro podelil izjemne napadalne zmožnosti, ki so mu leta 2011 priigrale prestop v Maribor. Kakšni so spomini na Ljudski vrt? Spomini so fantastični. Sigurno sem takrat po uspešnih sezonah v Gorici in potem tudi po tisti poškodbi sem iskal nekako pravo sredino, da grem stopničko višje, ampak da imam še vedno možnost srednjega igranja in Maribor je bila odlična odločitev. Imeli smo super ekipo, odlične trenerje in jaz sem tudi tam uspel v bistvu spisati lepo zgodbo. Eden izmed trenutkov kariere v štajerski prestolnici je nedvomno zadetek v kvalifikacijah za Evropsko ligo proti škotskemu Rangersu. Velikonja je za zmago z 2-1 zadel s peto in poskrbel za velik skalp Maribora, ki se je v tisti sezoni prvič prebil v skupinski del omenjenega tekmovanja. Ja, tisti spomini so sigurno prelepi, sploh zato, ker je v bistvu šlo za prvi večji uspeh po tisti ligi prvakov pred leti Maribora in takrat se je v bistvu nekako začela neka pot vzpona Maribora, ki je potem spisal tudi kasneje res lepo zgodbo v Evropi. Iz Maribora se je podal v zibelko nogometa na Otok, kjer si je nadel dres Cardiffa. Mislim, spomini normalno, tako malček so mešani, zato ker vedno, kamorkoli sem šel, sem si želel predvsem igranja in uspeha. Šel sem pač zaradi nogometnih razlogov. Po drugi strani pa je bila v bistvu pač to velika čast, da zastopaš tak klub v teh ligah. Etienne je v prvi slovenski ligi eden izmed tistih, ki si je nadel dresa obeh največjih rivalov. Po prvi vrnitvi iz tujine je okrepil Olimpijo, ki je imela takrat izjemne ambicije in visoke cilje, a željenih uspehov ni bilo. Žal me v bistvu, zato ker verjamem, da smo imeli takrat res odlično ekipo, ampak mogoče nismo imeli dovolj časa, da bi nekako skupaj pripeljali tisto sezono do konca, ker po zimi mislim, da smo imeli isto točko od Maribor, kasneje pa smo videli, kam je pot peljala, ampak
ja, kljub temu je kar nekaj lepo spominov tudi iz Ljubljane. Zdaj 33-letni Velikonja je v svoji karieri 3-krat oblekel reprezentančni dres. Večina nogometnih navdušencev pa deli mnenje, da bi lahko napadalec Gorice brez smole s poškodbami tudi v reprezentanci še bolj opozoril nase. Ja, absolutno. Sigurno so poškodbe dosti vplivale, po drugi strani so mi pa tudi dosti dale, glede na to, da sem se uspel vsakič vrniti po vseh teh težkih poškodbah, kjer se marsikdo nekako vstavi in mogoče si štejem to celo kot na koncu eden večjih uspehov. No. V jeseni svoje kariere je v slačilnici Gorice prevzel vlogo mentorja vsem mladim igralcem. Strinja se, da je takšna vloga izredno pomembna. Sam se spomnim, ko sem prihajal, sem imel okrog sebe veliko teh izkušenih. Bil je Ostrec, Demirovič, Kršič, Kovačevič, Pierih. Tako da mlajši smo se dosti naučili od njih. Sam sem poskušal vsako njihovo besedo vzeti kot neko sveto. In mi je sigurno to dosti pomagalo. Tako da sam se počutim zdaj, da sem jaz mogoče na tem njihovem mestu in poskušam mladim res kar se da pomagati. Ljubezen do nogometa bo, kot kaže, večna. Etienne bo tudi po koncu kariere ostal v tem športu, a v teh trenutkih še ne želi preveč razmišljati. Ob koncu našega obiska v novogoriškem športnem parku je z nami podelil le še nekaj nasvetov za mlade nogometaše, ki se trenutno prebijajo v prvo ligo Telemach. Predvsem to, da verjamejo vase in da trdo delajo. Tudi poslušajo starše normalno, vedno starši želijo najboljše za svoje otroke, tako da to je to. Kar nekaj odmevnih odhodov, tudi nekaj prihodov, ampak nič tako pretresljivega se še ni zgodilo, da bi zdaj človek rekel, to je pa nekaj, kar bi veljalo posebej izpostaviti. Jaz mislim, čeprav jih večina klubov namreč že pravi, da so svoje ekipe kompletirali, da bodo do konca tega meseca poizkušali še marsikaj dodati. Na prvo žogo bi nekako rekel, da Mura. Zdi se mi zelo pomembno, da za Muraše, da so Mirnita Dakoja uspeli zadržati v svojih vrstah oziroma se dogovorili za dodatno podaljšanje te posoje. Tudi Petković in Šabanadža, slednji je sicer še malce dolžnik. Za zdaj mislim, da sta pravi okrepitvi. Tudi Moris je pokazal že kar nekaj, čeprav ima Mura težave v obrambi glede velikega števila prejetih zadetkov, ampak je dokazal, da je iz pravega testa. Dakoja bi vsekakor postavil nekje povsem blizu vrha. Tudi Kouter mislim, da se bo vrnil kmalu v tisto formo, ki jo je kazal pri Muri. Ne manjka mu agresije, želje, izjemno je motiviran po povratku v Slovenijo. Tudi pri Mariboru se je Baturina že izkazal na nekaj tekmah. Brnič je tu in tam pokazal, da gre za res zelo za neugodnega napadalca, izjemno hiter je. Božič je imel nekaj težav s poškodbami. Skratka, kar nekaj je materijala tudi pri Radomljanih v prvi slovenski nogometni ligi. Nekaj nogometašev, ki se bodo prav gotovo izkazali in pustili pečat v prvi slovenski nogometni ligi, ampak še bolj bi si želel, da prosperirajo mladi slovenski nogometaši, da bi v bodoče ne samo naša liga, pač pa tudi naša državna reprezentanca imela kaj več od tega. Kot trenutno kaže, bosta znova Maribor in Olimpija najkonkretnejša kandidata za naslov. Trenutno, čeprav morda ta hip rezultati tega še ne kažejo, se Mura zdi ena najbolj resnih ekip tudi v Sloveniji. Celjani imajo visoke cilje, še koga bi zagotovo lahko dodal. Recimo Radomljani so že v prvem krogu pokazali, da lahko presenetijo vsakogar, če jih kdo vsaj malce podceni. Koprčane sicer ne pričakujem tako visoko kot v pretekli sezoni, ampak še vedno v vrhu in tako dalje. V uvodnih 4 krogih prve lige Telemach smo videli kar nekaj presenetljivih izidov. Najbolj v oči bode lestvica, saj je aktualni prvak Maribor z vsega 3 točkami na zadnjem mestu. Olimpija je edini klub s 100% izkupičkom, zmaji pa ob tem še niso prejeli niti enega gola.
Presenečenje začetka sezone so zagotovo Radomlje, ki so upoštevajoč zadnjo sezono trenutno v najdaljšem nizu brez poraza med vsemi prvoligaši. Najbolj izpostavljena tekma prvih 4 krogov je vsekakor večni derbi. Olimpija je v Ljudskem vrtu slavila z 2-0 in še poglobila krizo vijoličasti. Po obračunu je odmevala izjava kapetana zmajev. Timi Max Elšnik je močno popihal na dušo trenerju Albertu Rieri. Moram pač reči, da sem navdušen nad njim, verjetno v moji karieri on trenutno zaenkrat najboljši trener, pa sem res imel velike trenerje, predvsem v Angliji, v derbiju. Sem imel Frank Lamparda, Steve McLarena, selektora Anglije, ampak z njim se malo kdo primerja, res se vidi, da je delal z največjimi. Poglejmo še, kaj bo prva liga Telemach ponudila v preostanku avgusta. Na Sport klubu bodo zagotovo najbolj izpostavljene te tekme. V nadaljevanju čakata nas še obiska Damirja Pekića in Domžal. Ostanite z nami. Čau, živijo, pozdravljeni. Evo, kar naprej. Tu je vaše domovanje? Le smo mi doma. Da vidim. Pa neč se sezuvati, kar naprej. Hvala. Matej, kako dolgo si že na tem mestu v tej slačilnici? 5 let in pol, odkar sem prvič prišel, sem že tukaj. To je moj dom, bi se rekel. Čustveno navezan? Ja, zelo. Kaj je posebnost, naprimer, teh slačilnic? Veliko se govori potem o sprehodu čez tunel. Posebno se vidim tam, ko se gre do glavnega, da gremo spodaj pod cesto. Tako da verjetno je to edini stadion, kjer se gre na stadion pod cesto. Noro. Kaj pa kakšna pravila posebna za slačilnico? Imaš več izkušenj, imate kakšna posebna pravila? So pravila. En red mora biti, ampak ne to ostane za nas. Evo, Matej, tu pa mislim, da so mesta za nas, za novinarje. Tukaj je pa vaš dom, evo. Tukaj ste pa vi doma. Pogledaš, da je gor med tekmo? Če kakšno žogo, ki vzameš, kakšen navče vržeš, ja, drugače pa. Drugače, med tekmo ne, med tekmo pozabiš na vse. Če bi se ti kak novinar zameril, kako izbijanje? Toliko časa sem že klep, pa še tudi z enim nisem imel nobenega problema, tako da ne tako ostane. Super. Mislim, da vsemi vami super odnos. In je prav fajn. No, to je fajn slišati. Tako da, kar se tega tiče, super. Fajn je prijeti zmeraj, fajn je, če je stadion poln. Kaj pa je tvoj nekako najljubši prostor tule na stadionu? Moj? Ja. 16 metrski. 16 metrski? 16 metrski je zmeraj najlepši. Ampak v smeri napada, seveda. Ja, seveda. Super, Matej, hvala. Hvala lepa. Ob debatah o izvrstnih napadalcih, ki so tresli mreže v slovenski nogometni ligi, večina zelo hitro pomisli na ime Damir Pekić. Član elitne skupine igralcev z več kot 100 goli v naši ligi je v svoji karieri hitro dokazal, da je rojen strelec, nogomet pa mu je bil očitno položen že v zibelko. Ja, to je bila v bistvu že oče in dedek sta bila tista, ki sta v bistvu v hiši samo govorila o nogometu, tudi mama je bila že v bistvu, odkar jaz spomnim, navijačica, hodila na vse tekme in je bilo to čisto normalno. Ob učenju nogometne igre na treningih je Damir ogromno znanja pridobil na ulici, kjer se je meril z najrazličnejšimi nasprotniki. Definitivno, to je tisto res, ne bom tople vode izumil, ko bom rekel, da to je tisto, kaj najbolj manjka zdaj današnji mladini, današnjim otrokom, ta nogomet na ulici. Takrat nismo imeli toliko igrišč, igral si dobesedno na ulici, goli z 2 kamnov.
Tam si se marsikaj naučil sam tistega, kar se mogoče na treningu niti ni bilo časa naučiti. Igral si z mlajšimi, starejšimi, z odraslimi in tisto so tudi karakteri, ki so nas malo drugače, da smo se razvili drugačne karaktere, kot so mogoče zdaj današnja mladina. In to je tisti res največji minus, kaj zdaj manjka, nam pa je ogromno lepih spominov, tudi krvavih kolen, raznih dogodivščin in to so res lepi spomini. V Mariborsko akademijo je glede na svoj talent prestopil relativno pozno, navkljub temu pa hitro začutil, da premore vse, kar potrebuje profesionalen nogometaš. Hkrati se je že v mladih letih pomeril z dvema igralcema, ki sta kasneje postala svetovna zvezdnika. To se mu je zelo vtisnilo v spomin. Prvi tisti res zvezdnik svetovnega formata, proti katerem sem igral, sta bila pa Andrea Pirlo in Antonio Casano, ki sta pol tudi naredila ogromno kariero. Tista stvar sta taka, ki si jih najbolj zapomniš, da pa veš, da si igral proti njim, seveda zgubil, ampak igral si proti njim, potem pa da so tudi naredili eno res svetovno kariero. V mlajših letih se je navduševal nad italijanskim nogometom, kasneje se je zaljubil v beli balet. Kdo pa je bil v ključnih letih razvoja njegov idol? Z naskokom še vseeno meni najboljši igralec Ronaldo, brazilski Ronaldo, pravi Ronaldo. Potem pa seveda že pridemo do našega glavnega idola slovenskega, to pa seveda Zlatko Zahovič, ki smo ga pol vsi občudovali, da mu je kot Slovencu uspelo narediti tako fenomenalno kariero. V prvi ligi je debitiral 14. marca 1998, ko je s klopi vstopil na tekmi s Celjem. Se še spomni debija in kasneje tudi prvega gola v prvi ligi? Ja, prvo ligaško tekmo z prvim nastopom se niti prav ne spomnim, kjer je bil. Vem pa prvi gol, da je bil v Beltincih. Tisti spomin je seveda ostal mi zapisan, tudi se pohecam, da prvi gol sem dal Prekmurcu, Beltincom, pa tudi zadnjega Muri, da sem začel pa končal s Prekmurci in sigurno so to eni taki posebni občutki. Med prebijanjem do vidnejše vloge v članski ekipi je v Mariboru delil slačilnico s številnimi izkušenimi igralci. V tistih časih so imeli pomembnejši igralci svojo slačilnico, razlike med mlajšimi in starejšimi pa Damir zelo slikovito opiše. Je takrat, če v tisti zdaj pod stari in obnovljeni tribuni je kar trajalo nekaj časa, da smo si izborili mesto lahko, da smo prišli k tem, bomo rekla, nosilcem igre starejšim. Je res, da je v preteklosti bilo kar veliki, bom rekel, razhod med starejšimi in mlajšimi, kot se zdaj dogaja, ampak tisti pravi starejši so te znali tudi takrat sprejeti, takrat zvoditi. Red, da tudi kdaj z trdo roko, ampak smo tudi rabili. Tudi v sodobnem nogometu so za mlajše igralce in debitante značilni krsti, česa se s prvih priprav s člansko ekipo spominja Damir Pekić. Kaj posebej ni bilo kot z anekdotami, pesmimi. Mogoče en taki krst, ki sem ga doživel ravno iz tiste prvih priprav članskih, ko sem prvič poskusil priti v savno, pa so mi jo zakurili konkretno, pa me niso ven spustili. To je en taki zanimiv spomin, da dolgo časa nisem upal k njim priti v savno, ravno k tem starejšim igralcem, češ, kaj boš pa ti v savni, ne. Njegova prva sezona v članski konkurenci, ko je eksplodiral, se je pripetila v Celju, kamor ga je Maribor posodil leta 2000. Kaj se je takrat zgodilo? Na srečo takrat z dogovorom z trenerom, takratnim Marjanom Pušnikom v Celju, je prišlo do tega dogovora posoje, ki pa se je izkazala seveda za zadetek polno, da mi je uspelo v tisti eni sezoni takoj postati prvi strelec lige, dokazati prvo sebi, da to, kaj sem potiho verjel, da lahko, predvsem pa tudi drugim, da pa lahko igram tudi malo vidnejšo vlogo v prvi slovenski ligi. V prvi ligi je dosegel 103 gole in se s tem zapisal med nesmrtne. Kako poseben je zanj ta dosežek? Ko da je bil tisti 100. gol zelo težko dosežen, je dolgo trajalo, da sem ga dosegel, ampak je res tak, je bila ena velika želja, da ta eno navidezno mejo prestopiš in sem zelo ponosen, vesel, da mi je to uspelo. Za konec profesionalne kariere je v Sloveniji zaigral še za Nafto in Domžale. V dresu rumene družine se je po začetnih težavah izvrstno znašel in se razveselil tudi pokalnega naslova. Lep zaključek kariere, ki mogoče bi še lahko glede na leta trajalo, ampak glede na vse težave, ki so se mi pojavljale že z poškodbami, na koncu tudi z družino, ki sem jo v tistem času imel, nisem imel neke volje, motiva več s trebuhom za kruhom iti.
Po karieri Damir Pekić ostaja zaljubljen v nogomet, a ne na profesionalni ravni. Ljubezen definitivno v nogometu ostane do konca, aktivnega pa ni več, dela toliko kot je bilo. Takoj po nogometni karieri sem sicer kar aktivno pristopil v vodenje tudi selekcij, tudi šole nogometa v lokalnem klubu NK Miklavžu, ampak tudi zdaj za voljo družine, ker je res delo to ogromno časa. Če so že trpeli v času moje igralske kariere, ne rabijo še zdaj zaradi moje neke ljubezni še dodatno. Sem to opustil in svetujem še samo tako z kakšnimi nasveti. Anel, čau. Čau. Imamo en izziv zate. 5 žog, zgornja 2, 10 točk, spodnja 2, 5 točk. Koliko bo zadev? Probat ću sve da Ajde. Ohoho! Au! Kako ide Mulalić. Ne. Pritisk. Moglo je bolje, ali 15 točk. Bravo. ima još jedna runda, nema. To je bilo za danes vse. Spremljajte prvo ligo Telemach na Sportklubu in lep pozdrav do prihodnjič.